Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v sobotnem VTV magazinu. Mi pa poglejmo, kaj smo za vas pripravili. Eden največjih razvojnih projektov v Saša premogovni regiji je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Dela v sklopu prve faze z obnovo vročevodnega omrežja in posodobitvijo toplotnih postaj tudi intenzivno potekajo. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline je prvi projekt v sklopu prestrukturiranja, ki je v fazi izvajanja. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline trenutno poteka. Na terenu so, vse naše in izvajalske ekipe, ki so bile izbrane na prvem razpisu prvega dela preobrazbe. Gotovo vsak Velenjčan ve, da je kar pestro na Gorici, kjer se obnavlja toplovod, vročevod. Obnavljamo tudi posamezne odcepe toplotnih podpostaj. Trenutno je odprtih 5 gradbišč. Vse to seveda prinaša prihranke, tudi toplotne energije. Gotovo bodo izgube v sistemu manjše, še vedno pa to pomeni, da se morajo ljudje tudi sami pozanimati in primerno ogrevati za doseganje čim bolj optimalne položnice na koncu koncev. Preobrazbo v levjem deležu, zelo velikem deležu, 96%, sofinancira Evropska unija, Sklad za pravični prehod, in dejansko je to en projekt doline, projekt prihodnosti. Prehod iz premoga pomeni zeleno ogrevanje in varčevanje. Gre za izvedbo izjemno pomembnega projekta z velikim družbenim pomenom. Izhod iz premoga je nekaj, kar si ni izbrala dolina sama, tudi ne država Slovenija. To narekuje Evropska unija, to narekuje evropska pravila. Mi iz premoga moramo iti. To pa seveda za seboj potegne tudi posledico. Ogrevanje ne bo več mogoče, vode ne bo več mogoče ogrevati iz premoga. Zato rabimo zelene vire in ta kombinacija obnovljivih virov energije se trenutno že določa. Ko bomo povsem prešli na zeleno ogrevanje, premoga več ne bo. Projekt bo bistveno prispeval k zmanjšanju izgub v sistemu daljinskega ogrevanja, postopnemu opuščanju rabe premoga in vplival na stroške ogrevanja za uporabnike. Dela na terenu pospešeno potekajo. Prva faza preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo končana predvidoma do začetka leta 2029. Potem pa sledi še druga in tretja faza. Druga faza pomeni obnovljive vire energije. Ta se bo končala še nekaj let zatem, predvidoma do leta 2033. Tretja faza pa poteka pravzaprav že tudi sočasno. Gre za energetske prenove vseh stavb. Naš cilj je, da bi nekje do konca vsega tega obdobja prav vsaka stavba na območju, kjer poteka ogrevanje, torej občina Šoštanj, mestna občina Velenje, bile energetsko obnovljene stavbe. Tu je bil dosežen tudi velik napredek. 46% vseh stavb na tem območju je naredilo vsaj en poseg, vsaj en ukrep energetske prenove stavb. Če smo govorili pred 2 letoma o odstotku, 15%, torej se dela, ozaveščamo veliko, ne samo komunalno podjetje Velenje, tu imamo potem energetsko pisarno v Velenju, imamo tudi Kseno, ki skrbi za to, sodelujemo z upravniki in ozaveščamo prebivalstvo, da to je pomembno in da se da prihraniti pri toplotni energiji z energetsko prenovo stavb. Kako pa je z ogrevanjem v Šaleški dolini? Zelo pomembno je, da se pri našem ogrevanju obnašamo racionalno, kar pomeni, da nekje poskušamo vzdrževati sobno temperaturo 20–21 stopinj. Seveda v dnevnih obdobjih, po noči pa je lahko seveda ta temperatura tudi še nekoliko nižja. Zdaj, večno vprašanje je, kako pa naj vemo, da je 20–21 stopinj.
Ponavadi so to eni majhni termometri, ki nam pokaže, kakšna temperatura, v bistvu najlažji pokazatelj neke temperature, katero pač želimo doseči v posameznem stanovanju, so pa seveda termostatski ventili. Ti termostatski ventili vemo, da so nekje številke od 1 do 5 oziroma 6, se pravi tista številka, ki je največja, pomeni tudi najmočnejša moč, najmočnejše ogrevanje in ki se bo potem to poznalo tudi seveda na samem izdanem računu, ki bo seveda večji, če bo seveda ta moč oziroma poraba toplote toliko večja. Uporabniki nas tudi seveda zanima, kako najbolj optimalno doseči te temperature, kako najbolj optimalno doseči porabe. Zelo smiselno je, da se malce ozremo na preteklo kurilno sezono in vidimo, kaj smo mogoče v preteklosti delali narobe. In poskušamo to mogoče v tej kurilni sezoni odpraviti in bom povedala, da če se temu lotimo nekje dovolj dobro, se lahko tudi to pozna na naših računih v teh zimskih mesecih, ki jih bomo prejemali se strani komunalnega podjetja Velenje. To pomeni zdaj seveda, da je potrebno pravilno prezračevanje, se pravi, da niso okna odprta na kip, ampak da imamo pač to večkratno prezračevanje, se pravi, da se nekje doseže pretok zraka za par minut in se potem seveda okna zaprejo in je potem s tem avtomatsko doseženo kakovostno bivanje, izognemo se plesnivosti, s katero se seveda uporabniki tudi srečujejo. Skratka, sistem kip, odprtih oken na kip ni primeren, ker se s tem stene bolj ohladijo, potrebujemo več energije zopet, da ogrejemo naša stanovanja in to je to. Potem radiatorji, seveda pred vsako ogrevalno sezono oziroma pred začetkom ogrevanja je smiselno pregledati, preveriti naše radiatorje. Se pravi, ali so odzračeni, ali grejejo v celoti, ali je z njimi vse ok. Se pravi, ali da niso zastrti z zavesami, da niso zastrti s kakšnimi sedežnimi garniturami, ki so ponavadi vedno pred radiatorjem. Skratka, to so vse nekje ukrepi, s katerimi lahko povečamo pretočnost toplega zraka v nekem stanovanju in s tem seveda tudi pozitivno vplivamo na našo kakovost bivanja v objektu. Projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline predstavlja pomemben korak k zanesljivi, trajnostni in pravični energetski prihodnosti Šaleške doline. Vse prebivalce Šaleške doline res pozivamo, da bodo strpni, da upoštevajo vsa obvestila, ki jih komunalno podjetje Velenje daje, da pametno ogrevajo in da skupaj delamo za en cilj, to je za zeleno ogrevanje Šaleške doline. Z dobro energijo naprej. V sredo so se na 26. redni seji sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Med drugim so obravnavali nove cene odvoza in naravnanja s komunalnimi odpadki. Na dnevnem redu so imeli 8 točk. Svetniki so sprejeli odlok o poimenovanju Usnjarske ulice, ki bo na območju med avtopralnico in muzejem usnjarstva na Slovenskem. To je bila pobuda muzeja usnjarstva, sicer je bila pobuda, da bi bila to Vošnjakova ulica oziroma po priimkih. Strokovne službe so pač povedale, da to pač trenutno ne gre, ampak se mi pa zdi, da bo to, da danes imenujemo Usnjarsko ulico v Šoštanju, imelo pomembno sporočilo zavedanja tradicije usnjarstva v Šoštanju in pa seveda, če se navežem tudi na trenutno rešitev starih objektov tovarne usnje Šoštanj. Zdaj, če boste si pošli pogledat, boste videli prostor, ki se je sprostil. Se mi zdi, da res pripravljamo odlično lokacijo za nadaljevanje druge faze muzeja usnjarstva in da je tudi to pomembno sporočilo občine Šoštanj, da ima odnos do naše dediščine, tako da se veselim vseh teh projektov Usnjarske ulice, nadaljevanja zgodbe muzeja usnjarstva. Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvaja podjetje PUB Zaubermacher. Sprememba cene bo veljala od 1. januarja prihodnje leto. Ta podražitev za posamezno gospodinjstvo znaša približno 1,20 evra. Neljuba zadeva, ampak dejstvo je, da bo prišlo do podražitve odvoza komunalnih odpadkov. Pač je treba zadeve dati čez. Jaz razumem podražitev, sicer ni to nek ukrep, ki bi bil priljubljen, ampak dejstvo je, da to pač mora biti. Prepričan sem, da dejansko po kalkulacijah
Sem pa tudi mogoče malo optimističen v prihodnje, ker si pač nekako želim, da bi mogoče z energetskimi projekti, ki jih tukaj načrtujemo, poskrbeli za to, da bi pa bila cena odvoza odpadkov za naše občanke in občane nižje in tej smeri delamo. In jaz mislim, da glede na to, da v naši lepi občini Šoštanj imamo energetsko infrastrukturo, imamo energetske objekte, ki so umeščeni v prostor, bi mogoče bil to eden od ukrepov, ki bi lahko bil neka dodana vrednost, da bi občanke in občani imeli nižjo ceno odvoza odpadkov. Ampak trenutno situacija je taka in ja, danes smo primorani, tako že tudi obe sosednji občini, da to obravnavamo in seveda, da se skupno odločimo, da se bo za neki stroška dvignila cena odvoza odpadkov. Svetniki so potrdili dvig cen izvajanja storitev obdelave komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov in ravnanja s komunalnimi odpadki. Storitve obdelave in odlaganja izvaja podjetje Simbio. S 1.11. letošnjega leta povečujemo ceno za obdelavo in pa odlaganje odpadkov. To sta dve gospodarske javne službi, ki jih Simbio upravlja za občino Šoštanj. Glavni razlogi, zakaj se povečuje, so pa predvsem v dvigu cene termične obdelave odpadkov. Ta cena se je s 1.1. letošnjega leta dvignila iz obstoječih 87 evrov po toni na 105 evrov po toni, prav tako pa je že napovedana nova podražitev s 1.1. 2026 in to je 112 evrov po toni. Kljub temu, teh dvema podražitvam v zelo kratkem času, lahko rečem, da je še ta cena za termično obdelavo odpadkov zelo konkurenčna, kajti v preteklih, mislim, da 14 dneh, v preteklem tednu smo lahko zasledili, ko je država objavila skupen razpis za regionalnega centra ostale po Sloveniji, ki to vrstno obdelavo, ki je državna gospodarska javna služba, nimajo urejene in se nekako pričakuje in je objavljena povprečna cena 145 evrov po toni. Tako da lahko rečem, da kljub nehvaležnemu delu, za kateremu smo danes tukaj, da torej potrdimo nove višje cene, še vedno smo zelo konkurenčni napram, rečem, da drugim regionalnim centrom ali pa državi. V svet Zavoda vrtca Šoštanj so svetniki za prihodnje 4-letno mandatno obdobje imenovali Mašo Stropnik, Urško Jazbec in Dejo Zagar. Ob 80. obletnici Organizacije Združenih narodov so v četrtek v Slovenj Gradcu opozorili na pomen miru, mednarodnega sodelovanja in solidarnosti ter na vlogo mesta glasnika miru. V Slovenj Gradcu, mestu, ki že skoraj 4 desetletja nosi naziv mesto glasnik miru, so se zbrali številni visoki domači in tuji gostje, da obeležijo 80. obletnico ustanovitve Organizacije Združenih narodov. Dogodek v Koroški galeriji likovnih umetnosti je potekal pod naslovom Mir, privilegij ali pravica. Župan Tilen Klugler je ob tem spomnil, da je Slovenj Gradec verjetno edina občina v Sloveniji, ki ima v preambuli svojega statuta zapisano zavezo k miru. Seveda pa letos še posebna priložnost ob 80-letnici Organizacije Združenih narodov, da se nekako za trenutek ustavimo in ozremo naokrog in vidimo, da po svetu divja veliko več vojn kot samo tiste določene, ki jih nekako spremljamo bolj podrobno preko medijev. Našteli smo jih preko 100 žarišč na celem svetu in to je res signal za vse nas, da pošljemo jasno sporočilo iz Slovenj Gradca, iz mesta glasnika miru, iz Slovenije vsem diplomatom na svetu, da naj oni odigrajo to ključno vlogo pri reševanju mednarodnega konflikta, naj se spoštujejo mednarodna pravila, mednarodno pravo, naj se ustvarijo seveda humanitarni koridorji in da jasno rečemo stop vojnam, stop genocidu in stop ubijanju nedolžnih ljudi. Slavnostna govornica je bila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen mednarodnega sodelovanja in solidarnosti kot temeljev miru v današnjem vse bolj razdaljenem svetu.
Se mi zdi, da tisto sporočilo, ki je bilo danes glavno sporočilo, je poziv k miru, poziv k spoštovanju, poziv k vrednotam in tudi dokaz, da ne samo Slovenj Gradec, Slovenija in ljudje živimo s tem. Tako da nikoli več se ne sme ponoviti pogorišče vojen, na katerih je nastala tudi Organizacija Združenih narodov in letos ob 80. obletnici je primeren trenutek, da se na to še bistveno bolj spomnimo. Zato se, kot je dejala ministrica, lahko upravičeno vprašamo, če mir še vedno razumemo kot temeljno človekovo pravico ali pa ostaja privilegij tistih, ki so ga imeli srečo ohraniti. Na vprašanje mir, pravica ali privilegij pa sta z županom Kluglerjem odgovorila složno. Ja, mogoče se v današnjem času celo kdo vpraša, pravica ali privilegij. In beseda je čisto preprosta, pravica. Na vsak način je mir pravica vsakega posameznika in to pravico moramo res zavarovati. Postavili smo pred 80 leti pravila, svetovni red, ustanovno listino Združenih narodov in včasih rečem, tudi ko sem v palači miru v New Yorku, da če bi vse države, ki so se takrat podpisale pod ta dokument, spoštovale to, kar so takrat podpisale in k čemur so se zavezale, to so temeljne vrednote, zagotavljati mir in varnost, potem danes v svetu ne bi bilo vojen. Žal pa je svet drugačen. Slovesnosti so se med drugim udeležili tudi predstavniki in predstavnice veleposlaništev Nemčije, Švedske, Japonske, Alžirije, Srbije, Kitajske, Kosova in Slovaške ter župana pobratenih mest iz Cipra in Japonske. In kdo bi se moral po besedah ministrice Fajon takšnega dogodka še udeležiti? Predvsem vsi tisti voditelji, ki danes ne spoštujejo mednarodnega prava, humanitarnega prava, ki se danes ne postavijo za zaščito civilistov, zato da bi odložili orožje. In moj poziv gre vsem voditeljem, ki danes ne ustavljajo vojen, ampak jih začenjajo in Slovenija zagotovo ni med njimi, da naj se zavedajo odgovornosti, kaj pomeni kršitve človekovih pravic in kaj pomeni, da na koncu so ljudje tisti, ki trpijo in da se morije dogajajo prav na račun neodgovornih voditeljev. Dogodek je poleg glavnega in pomembnega vprašanja mir, privilegij ali pravica ponudil tudi kopico na platnu zapisanih misli in življenjskih izkušenj tistih, ki ne živijo v miru, pa bi morali. Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, pa po besedah župana Tilna Kluglerja v svet pošilja jasno sporočilo. Slovenj Gradec zahteva mir na svetu in na tem bomo delali tudi v prihodnje. Še enkrat, Slovenj Gradec je zavezan miru, v Slovenj Gradcu znamo tudi živeti mir in to sporočilo jasno pošiljamo vsem svetovnim voditeljem. Pred gasilskim domom Škale v mestni občini Velenje so v sredo slovesno odkrili spominsko obeležje 91. Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo. Dogodek je bil posvečen pogumu, predanosti in zgodovinskemu pomenu pripadnikov, ki so v času priprav in v ključnih trenutkih slovenske osamosvojitve odigrali pomembno vlogo. Je to spomin na takratna dejanja pogumnih Slovencev, ki so si zaslužili ta pomnik in sedaj se bo točno vedelo, kje se je kaj dogajalo za vse generacije naprej, dokler bo ta svet obstajal. Dogodka so se udeležili številni gostje in s tem pokazali priznanje skupnim prizadevanjem vseh, ki so kot pripadniki teritorialne obrambe, civilne zaščite, policije in drugih obrambnih struktur sodelovali v osamosvojitveni vojni. Danes je 35 let, kar smo na tej lokaciji postavili center zvez. Imeli smo tukaj tudi odred civilne zaščite. Tu smo sprejeli 7.6. učni center iz Peker. Skratka, na te dogodke bomo danes otvorili spominsko obeležje, zato da ne pozabimo. Dokler smo kateri tega dogodka še tukaj, je prav, da to povemo in zapišemo zavedno. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic. Drugo leto oziroma smo že stopili v 35. leto, kar smo si sami priborili svojo državo. To je treba ceniti in pa spoštovati in pa se spominjati. Ljudje, ki ne poznajo pretekle poti,
se napoti v lepo, složno, enotno prihodnost, se prevečkrat radi spotaknejo in zato je prav, da na takih dogodkih srečamo tovarišice, tovariše iz tistega časa, da smo ponosni, da smo dali prednost svoji državi, domoljubju, pred ukazom vojske iz naše bivše skupne države. Takih občin je bilo samo 16, ki tega povelja o neoddaji orožja ni spoštovala. Moja Tržiška je bila ena od njih, Velenjska vidim pa tudi, in zato sem z veseljem sprejel povabilo vaših veterank in veteranov, da se spomnimo tega dogodka, da osvežimo spomin tudi mladim, da če še kdaj pride kaj takega, da se je potrebno postaviti na pravo stran zgodovine. V sodelovanju s predstavniki garde in kvinteta trobil Slovenske vojske so v kulturnem programu sodelovali lovski pevski zbor Škale Hrastovec in otroški pevski zbor Osnovne šole Livada podružnice Škale. V Sloveniji na zadnji dan oktobra praznujemo Dan reformacije, 1. novembra pa Dan spomina na mrtve. Oba dneva so v Velenju počastili minuli četrtek. Najprej so skupaj s predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Velenje pri spomeniku padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945 položili venec. S tem so v Velenju obeležili dan spomina na mrtve. Slavnostni govornik je bil župan mestne občine Velenje Peter Drmol. V programu pa so sodelovali člani pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Jaz mislim, da se dan spomina na mrtve seveda osrednji praznik oziroma dan, ki se mu vsako leto s posebnimi častmi poklonimo tukaj v središču mesta. Predvsem zaradi tega, ker gre konec koncev za osebe, ljudi, znance in neznance, ki so v preteklosti tlakovali pot razvoja naše skupnosti, našega mesta, naše države in seveda počeli vse tisto, kar je bilo potrebno, zato da konec koncev lahko danes živimo v takšnem mestu in v takšni državi, kot živimo. Pomembno je to predvsem zaradi tega, ker konec koncev je mir dan danes neka vrednota, ki mora imeti najvišji status, ki se mora izkazovati kot največja potreba. In seveda mir je tisto, ki ga lahko danes tako ali drugače kot skupnost ogrozimo. In zato se mi zdi prav, da ob dnevu spomina na mrtve seveda izkažemo spoštovanje do vseh ljudi, ki so v preteklosti dali svoja življenja, izgubili svoja življenja tako ali drugače in da od teh ljudi predvsem črpamo prepotrebno energijo pri vsakodnevnih izzivih, s katerimi se seveda soočamo pri svojem delu in da so to seveda spomini, ki so na eni strani žalostni, ki predstavljajo neko žalost, na drugi strani pa predvsem dajejo motivacijo za to, da bomo tudi v prihodnje seveda dali vse, kar lahko damo, zato da bomo živeli v miru in da bomo živeli v takšnem mestu, v takšni državi, kot jo bomo sami želeli, jo sami razvijali in seveda bili sami tudi ponosni na njo. Zatem je bila v knjižnici Velenje osrednja občinska slovesnost ob dnevu reformacije. Slavnostna govornica je bila Nina Mavec-Krenkar, vodja območne izpostave Velenje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V prazniku reformacije se ne spominjamo samo verskega gibanja, ki je nastalo v 16. stoletju, pač pa se spominjamo predvsem tega, kaj nam je reformacija dala. In sicer dala nam je slovensko besedo, slovensko knjigo in slovensko misel. To so bili nekako temelji za našo spodbuditev naše narodove zavesti in ob enem lahko tudi povem, da v 19. stoletju z nastankom čitalnic je to narodno zavest spodbujala ravno ljubiteljska kultura, organizirana ljubiteljska kultura, ki je v sklopu čitalnic spodbujala slovensko besedo, brale so se slovenske knjige, pele slovenske pesmi in v sklopu čitalnic so nastale tudi prve gledališke predstave. In mislim, da ljubiteljska kultura za to narodno zavest skrbi še danes. In ljubiteljska kultura v Sloveniji je
enkraten fenomen, že zaradi množičnosti in kvalitete, ki jo ljubiteljska kulturna društva imajo, ki so prepoznana tako znotraj Slovenije kot tudi izven naših meja. Lahko pa se tudi pohvalimo z ljubiteljskimi kulturnimi društvi v Velenju, ki ravno tako so prepoznana po svoji kvaliteti v Sloveniji in tudi izven nje. Kulturni program so tokrat pripravili učenci in učitelji osnovne šole Mihe Pintarja Toleda v sodelovanju z mestno občino Velenje. V torek so v Mislinji namenu predali nov športno-rekreacijski center Stari Bajer. To je pomemben korak naprej v razvoju športne infrastrukture občine Mislinja. V občini Mislinja se je v torek odvijala uradna otvoritev športno-rekreacijskega parka Stari Bajer, kjer so zgradili nov objekt, v katerem so nove garderobe, sanitarije in manjši gostinski lokal. Občina pa je za omenjeni projekt uspešno pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Moram reči, da smo tudi tukaj bili uspešni na razpisu. Ministrstvo za šport, turizem je pripomoglo za 250 000 evri, potem Fundacija za šport okrog 75 000 evrov, ostalo nekaj čez 300 000 je pa financirala sama lokalna skupnost. Tu je ta projekt, ki se dejansko odvijal, lahko rečem, v obdobju 10 let, smo delali vsako leto nekaj. Z današnjim dnem pa lahko rečem, da smo, kar se tiče investicij, v ta del zaključili. Moram reči, da kar se tiče športnih aktivnosti v naši lokalni skupnosti oziroma objektov imamo dovolj, se pravi, da bo treba sedaj vlagati v druge namene, od kulture, kmetijstva, pa seveda tudi, kako sem že prej povedal, novi vrtec in pa tudi dom starostnikov. Po besedah župana so uredili tudi dovozno cesto in parkirišče, razsvetljavo igrišč in postavili klopi za gledalce. Imamo dejansko fitness na prostem, tudi mali lokalček bo za malo nogometno igrišče. Skratka, ogromno aktivnosti se bo lahko dogajalo na tem igrišču. Moram pa reči, da popoldan, ko se vozim mimo, je to igrišče kar zasedeno in tako je tudi prav. Jaz si želim, da so vsa igrišča tudi zasedena. Kar se tiče telovadnic, moram reči, da imamo kar gužvo, se pravi, da že včasih ne bomo koga noter dati in to je prav. Seveda, bili so tudi očitki, kaj bo nam 2 telovadnice, ki bi mogli staro podreti takrat, ampak smo se odločili na podlagi študij, da je nesmiselno, ampak je boljše, da ponudimo našim društvom, ki so v naši občini in skratka vidimo, da so obe telovadnice polne, predvsem kar se tiče v popoldanskem času. V uvodnem delu otvoritve sta zbrane nagovorila župan občine Mislinja Bojan Borovnik in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki sta poudarila pomen vlaganj v športne objekte, saj ti prispevajo k zdravemu, aktivnemu in povezanemu lokalnemu okolju. Moj namen je, da se cela Slovenija gradi enakomerno in da ni samo centralno. Tako da mogoče je to za Mislinje za neko manjši objekt, ampak nič manj pomemben kot velike Stožice v Ljubljani. Evo, zdaj zelo banaliziram, ampak glede na to, da prihajam iz majhne občine, vem, kako je težko do sredstev prijeti in kako vsaka nova pridobitev nekaj pomeni za občanke in občane. Poleg tega so pa to objekti, kjer res služijo vsem generacijam in sem vesel, da smo se tako odločili z lokalnimi skupnostmi in da dobro sodelujemo. Slavnostni prerez traku sta družno opravila župan Mislinje Bojan Borovnik in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je konec leta 2023 postal tudi pristojen za področje športa. Tudi jaz sem si sam želel, ker včasih sem imel občutek, še prej, ko sem bil župan in tudi navijač, da je šport skrit v tistem velikem ministrstvu za šolstvo. Je pa res, da moraš tudi kot minister imeti neko afiniteto do športa in razumeti šport. Šport je v Sloveniji med ljudmi zapisan kot nekaj zelo, zelo dobrega. In zdaj mora politika vrniti športu tisto, kar je šport nam dal. Za prijetno vzdušje ob otvoritvi je z igranjem na harmoniko poskrbel Anej Založnik. S plesno točko pa so dogodek popestrile še članice Twirling in mažoretnega kluba Spin iz Reč, ki so pokazale, kako se predanost in veselje do gibanja obrestujeta.
Že v torek pa so se v Mislinji razveselili tudi nove športne pridobitve, ki bo združevala ljudi, spodbujala gibanje in prispevala k še bolj aktivni skupnosti. Na igrišču pri osnovni šoli so namreč namenu predali obnovljeno atletsko stezo. V občini Mislinja so avgusta lani začeli z obnovo atletske steze na igrišču pri osnovni šoli Mislinja, kar predstavlja pomemben korak k izboljšanju športne infrastrukture v kraju. Šport ima ključno vlogo pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga, zato občina skrbi, da imajo otroci, mladina in vsi občani dostop do kakovostnih športnih površin. Jaz sem zelo vesel, da smo bili uspešni na razpisu za ta projekt atletske steze tukaj na osnovni šoli, na igrišču osnovne šole Mislinja, kajti vidimo, da imamo ogromno atletov in verjamem, da ne bo samo Jerneja Smonker tista, ki je bila na Evropskem prvenstvu, da bo tudi kdo od teh mlajših morda še kdaj na Evropskem ali morda celo tudi na svetovnem prvenstvu. Na tem mestu se moram zahvaliti seveda vsem izvajalcem, ki so bili tukaj pri tej zgodbi, predvsem pa Ministrstvu za šport, turizem in pa seveda Fundaciji za šport. Ta projekt je bil vreden okrog 97 000 evrov, od tega je občina prispevala okrog 17 000 evrov, 24 000 evrov Fundacija za šport, ostalo pa Ministrstvo za šport in pa turizem. V sklopu investicije je bila izvedena obnova in preplastitev atletske steze s tartansko sintetično športno podlago, ki bo bistveno izboljšala pogoje za športno vadbo. Nova površina bo prispevala k višji kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter omogočila še učinkovitejše izvajanje športnih programov za učence osnovne šole Mislinja. Skratka, zelo smo veseli, da smo bili uspešni na tem projektu. Moram se zahvaliti tudi svojim sodelavcem, kajti sami so pripravili razpis in razpis je bil zelo dobro pripravljen, tako da smo bili uspešni na teh razpisih. Ker so morali zaradi varnosti otrok in vseh ostalih, ki bodo koristili novo atletsko stezo, odstraniti nekaj dreves, ki so rasla ob samem igrišču, je ta poseg naletel na kar nekaj neodobravanj občank in občanov, a mislinjski župan pojasnjuje. Ta drevesa smo ravno za te atletske steze mogli podreti, kajti iglice so padale na atletsko steze in konec konca je bilo tudi nevarno za naše osnovnošolce, ki so tekali po tej progi. In tudi, če ne bi še takrat podrli, bi mogli sedaj, ker tudi na ta novo atletsko stezo tukaj ne smejo padati iglice. Skratka, posadili smo nove drevesa, zbrali nove lipe, ki bodo tudi nadomestile prejšnja drevesa, ki so rasle ob igrišču. Trak ob odprtju nove steze sta skupaj z nekaterimi mladimi atleti in šolarji prerezala ravnateljica osnovne šole Mislinja, magistrica Natalija Aber-Jordan, ter župan občine Mislinja Bojan Borovnik, ki je obenem poudaril, da v športno infrastrukturo v občini Mislinja vsaj za enkrat ne bodo več vlagali. Ja, do sedaj smo kar veliko vložili v to športno infrastrukturo, ampak mislim, da je konec vlaganja v to razen neke malenkosti še, da ne bom rekel, da ne bomo več, ampak moram reči, da v zadnjih letih, 10 letih se je ogromno vložilo v šport. Od nove telovadnice, obnova stare telovadnice, obnova igrišč, skratka, kar veliko zadev, pa danes tudi še odpiramo Stari Bajer, ki je tudi en projekt velik. Skratka, imamo dosti igrišč, seveda bo treba vlagati tudi v druge dejavnosti, kot so kultura, potem mogoče kmetijstvo, pa še kaj drugega se bo našlo. Vemo pa in želimo si, da v naslednjem letu začnemo z izgradnjo novega vrtca, se pravi, da sredstva namenja bolj izgradnji novega vrtca in pa na konec koncev velika želja je dom starostnikov, ki bi tudi mogli biti v letu 27 pričetek del. Seveda je še vse v povojih, ampak verjamem, da bo nam tudi to uspelo. Mislinjski župan prav tako verjame, da šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja. Zato v občini Mislinja, kolikor se da, zagotavljajo pogoje, da se lahko čim več ljudi ukvarja s športom. Gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker ste spremljali VTV magazin in ne pozabite tudi na premik urinih kazalcev danes ponoči.